Pozdravljeni. Kaotično soboto, vezano na dogajanje okrog proge v Spa-Francorcharju, moramo zaključiti z našim običajnim zadnjim briefingom, kjer si bomo skupaj ogledali, kaj lahko pričakujemo od jutrišnje velike nagrade Belgije. Vremenska napoved je nakazovala, da bomo imeli deževen petek, deževno soboto in tudi deževno nedeljo. Danes lahko rečemo, da za petek in soboto so napovedi še kako veljale. Skupaj bomo ugotovili, kaj se bo zgodilo v nedeljo, ampak danes si bomo pogledali, kaj se je najprej zgodilo na kvalifikacijah. Imamo kar nekaj zanimivih iztočnic in ena izmed poglavitnih tem bo seveda fantastičen čas Georgea Russella z Williamsom, drugo mesto. Mnogi bodo trdili, da je malo manjkalo, da ni George Russell presenetil celotnega cirkusa Formule 1 in dosegel pole position. Ampak pravzaprav mnogi so tudi pozabili, kako dober je bil Nicolas Latifi. Prišel je v Q2, bil je hitrejši od enega izmed Ferrarijev. Torej, ne gre samo zasluga Georgeu Russellu za ta fantastičen rezultat, ampak tudi vsi ter ekipi Williamsa. Mnogokrat se na to pozabi. In tu moramo poudariti, da v preteklosti smo zapazili, da Williamsu je pogostokrat zmanjkal tisti kanček sreče. No, tokrat smo videli, da so se zadeve malček obrnile. Namreč tudi George Russell je imel srečo, da je bil v hitrem poizkusu, pravzaprav takrat, ko je bila proga najhitrejša. In to je znal izkoristiti, da ne bo pomot. Treba je pohvaliti tudi Latifija, ki ga mnogi kar tako malce pozabijo. Po drugi strani smo videli, kako je v zadnjih trenutkih najboljši štartni položaj osvojil Max Verstappen, a Lewis Hamilton pa v zadnjem poizkusu bil le za malenkost počasnejši od Russella. Moralno zmaga za Maxa, kar zna biti velik motivacijski multiplikator za jutrišnjo dirko. Lewis Hamilton bo začel iz tretjega mesta, takoj za Maxom Verstappenom. In sam osebno menim, da George Russell ne bo eden izmed tistih, ki bi se lahko borili za zmago. Čeprav so začeli nekateri novinarji tudi s temi teorijami, ampak bodimo realni. Kar se tiče Lewisa Hamiltona, bomo videli v nadaljevanju, da slika ni tako slaba, kot se lahko zdi samo iz rezultata kvalifikacij. Če je bilo treba pohvaliti ekipo Williamsa, torej voznike šasijo ter vse ostalo moštvo, se moramo sedaj za trenutek ustaviti pri Ferrariju. Porazen rezultat, vsaj kar se tiče kvalifikacij. Na suhi progi so imeli težave, ki so se še podvojile na mokri progi. Po eni strani sem v prejšnjem prispevku nekako nakazal, da pri Ferrariju z mokro progo bi lahko nekako skrili težave, ki so se tokrat le pomnožile. Oba voznika sta ostala v drugem delu kvalifikacij in eden celo za Latifijem. Drugi pa ne bistveno pred njimi. V sezoni 2019 je tu Charles Leclerc dosegel svojo prvo zmago in to z recimo temu lahkotno premočjo. Vidi se, da projekt SF21 deluje, ampak samo in izključno pod določenimi pogoji. Ko ti pogoji niso prisotni, je bolid še slabši od tistega, kar bi lahko pričakovali. Od ostalih je treba pohvaliti kratne kvalifikacije Sebastiana Vettela. Po tistem moralnem udarcu velike nagrade Madžarske se je takoj pobral in izgleda, da prihaja v tisto formo ter da se je privadil
na bolid Aston Martina. Tako Bottas kot tudi Perez nista bila sposobna se uvrstiti tam, da bi lahko pomagala svojima glavnima vodilnima voznikoma. In to zna biti dober povod za jutrišnjo dirko. Lewis Hamilton proti Maxu Verstappenu, brez taktiziranja in brez zunanje pomoči. Kratne kvalifikacije za Daniela Ricciarda, končno tudi v McLarenu podobne kvalifikacije, ter recimo temu velikanska strateška napaka, kar se je nekako dotaknilo Landa Norrisa. Ko je uničil svojega McLarena, je hotel doseči tisto, kar je uspelo Maxu Verstappenu. Hotel je prvo štartno mesto. In končno so se tudi pri McLarenu začeli zavedati dejstva, da borba za tretje mesto med konstruktorji pravzaprav je nepomembna zadeva. Ayrton Senna je nekoč dejal, da drugi je samo prvi izmed poražencev, in to je tista prava mentaliteta, ki je potrebna v Formuli 1. In Lando Norris je skušal narediti tisti korak naprej, ampak v preveliki želji, v slabih vremenskih pogojih se je zgodil tisti tresk ob zaščitno ograjo in dobro, da Landu se ni nič zgodilo. Zopet v Rediljonu, ne v Oružu, da ne bo žal. Namreč ovinki na progi v Spaju imajo svoja imena in mi kot navdušenci moramo spoštovati. Mnogokrat v raznih virih se tisti del proge kombinacije imenuje kar nesplošno Oruž, a Oruž je samo tisti blagi ovinek v levo. Tisti hitri ovinek v desno je Rediljon in v Rediljonu smo videli kar nekaj, tudi ta vikend, ogromnih treskov, tako v seriji W, kot tudi v dirki za 24 ur Spaja, da se ne vračamo v tisto dirko Formule 2 v sezoni 2019. A pustimo sedaj to. Mene osebno Yuki Tsunoda, ki je izpadel v prvem delu kvalifikacij, me niti toliko ni razočaral, kajti nima potrebnih izkušenj. Malček me je presenetil negativno Fernando Alonso, čakoval sem ga na mokri progi, malce bolj zablestel. Esteban Ocon po zmagi je pa dobil tisto motivacijo, tisto nekaj več, kar mu bo lahko pomagalo do konca te sezone. In verjetno ste opazili, da letos uradno bomo videli 22 dirk, kolikokrat doslej sem že dejal, da res planiranih je bilo 23 dirk, ampak sedaj jih je 22. Pri ostalih glavnih nastopajočih v cirkusu Formule 1, pa kar se tiče kvalifikacij, moram priznati, da nisem opazil kakih posebnih točk, ki bi bile sedaj tu vredne omembe. Vidimo raje naprej z našim zadnjim briefingom, se bomo sedaj ukvarjali z ritmom. In tu bomo najprej pogledali, kaj kaže tisti ritem na pneumatikah na prvi grafiki. Vidimo, da je Mercedes malce hitrejši od Red Bulla z 2 desetinki. A 2 desetinki pri teh izračunih sta lahko tako majhna razlika, da pride v tisto, recimo temu, matematično napako. Namreč Max Verstappen in Lewis Hamilton sta lahko poravnana, ampak razlika je nastala zaradi slabših krogov ali Valtterija Bottasa ali Sergija Pereza. Vseeno sam vidim na ritmu Mercedesa malce bolj spredaj, kar zna biti pomoč Lewisu Hamiltonu, ki bo dirko začel neposredno za Maxom Verstappenom. Tu lahko opazimo tisto klasično skupino Aston Martina, Alpina in McLarena ter presenečenje Williamsa v drugi skupini. Približno sekunda zaostanek. Tu imamo potem še slednjo skupino, ki terja zaostanek, je pa tako velik, da
ga pravzaprav niti ne bomo upoštevali pri ritmu, naprimer hast 3 sekunde in pol. Kolikor kdo izmed vas preučuje čas na krog skozi sektorje, bi rad ponudil to grafiko, kjer vidite pomen predvsem drugega sektorja. Biti hiter v prvem in tretjem sektorju ne da take prednosti kot prava uravnoteženost v drugem, tehničnem delu proge. In ja, kot sem povedal na začetku tega prispevka, za nedeljo so tudi napovedane plohe. Ampak sedaj se bomo nekako ustavili pri tistih napovedih, kjer kot običajno vam moram priznati, da sam nisem imel časa pogledati, kaj so spisali pri Pirelliju. Sedaj vam bom predstavil svoje 3 predloge za možne strategije, vkolikor bodo dirko začeli vozniki s pnevmatikami za suho progo, brez da bi bili prisiljeni vzeti ali pnevmatike za vlažno ali dežne pnevmatike. In začnimo s tisto prvo varianto. Začeti na srednji tipologiji pnevmatik za približno 18 krogov in nato na tisti najtrši za preostalih 24 krogov. Tu so tako imenovani instinkti razdeljeni malce v teoretičnem razponu, kajti tako pnevmatika medium kot ona hard dovoli podaljšanje oziroma skrajšanje ustreznega dela. Naprimer, ukolikor pride do kakega varnostnega avtomobila, se lahko stint na medium skrajša tja do 10 krogov, koliko bo to potrebno. Strategija, ki je zelo elastična in dovoli marsikakšno spremembo. Imamo drugo strategijo, katera je podobna, ampak začenja se s tisto najmehkejšo pnevmatiko in bistveno krajšim instinktom, okrog 12 krogov. In nato tršo pnevmatiko, najtršo pnevmatiko za nadaljnjih 30 krogov. Strategija morala biti v teoriji približno tako hitra oziroma malo počasnejša od one, ki sem jo navedel kot prvo. In na koncu še tista opcija. Začeti na najmehkejši pnevmatiki za približno 14 krogov in nato natakniti srednjo pnevmatiko za 28 krogov. Teorija, katera nam pravi, da ta strategija je tudi izvedljiva. Videli smo na primer nekaj podobnega s temi mešanicami pravzaprav v sezoni 2019, ampak vse je odvisno od temperatur. Kolikor bodo temperature nizke, ampak brez dežja, je lahko ta strategija tista prava. Velja tudi v obratnem smislu, oziroma je lahko še hitrejša, če se vpraša. Ampak tokrat verjamem, da bodo te strategije samo vaja in da na veliki nagradi Belgije bomo videli več ali manj pnevmatike za vlažno ali mokro progo. Ampak o tem se bomo pogovarjali seveda v tistem našem komentarju, kjer bom vse razpoložljive podatke seveda primerjal med seboj. Kar se tiče zadnjega briefinga, tokrat je to vse. Opravičujem se zaradi zamude pri objavi, ampak kot vam je bilo jasno, s prenosi na Sportklubu se je zadeva zavlekla, zato tudi prej ni bilo mogoče. Ampak vseeno, hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.